Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Prvoligaški ples se bo kmalu prevesil zadnjo četrtino. Sliko smo v Rogaški Slatini, kjer se bo kmalu začela tekma 28. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku bodo nogometaši Rogaške gostili Bravo. Res odlično razbira tekmečeve namere Oliver Kregar v nevarni akciji. Oliver Kregar brani Orbanič, pa potem Mič atraktivno. Toda Orbanič še enkrat na mestu. Krasna akcija Rogaške. Še enkrat Alisson, fantastična predstava Brazilca, zaenkrat priložnost za Miča. Znova izvrstno Matija Orbanič. Na koncu odbijajo soigralci pred golovo črto. Prvemu asistentu lige je povzročil nekaj omotice. Poteza vredna nakupa vstopnice, lahko bi tako rekli. Krasno zdaj Korošec proti Miču. Mič in gol! 23. minuta, Rogaška vodi z 1-0. Patrik Mič je prekinil strelsko sušo, ki je trajala 4 tekme in prišel do 5. gola v letošnji sezoni. Krasna akcija Slatinčanov. In kapitulirala je obramba Brava, povsem zasluženo vodstvo. Kajti videle so se ranljivosti v obrambi Ljubljančanov in tudi Mulalič je seveda stisnil pesti. Orbanič je nekajkrat še rešil soigralce, v tem primeru pa je bil seveda brez možnosti strel. Mič je bil enostavno preveč natančen. Lepo Mič, tu je Gal Kureš. Gal Kureš je krenil naprej. Štravs je prepočasen zanj. Oliver Kregar skušal je vrniti žogo Kurežu, pa zdaj Korošec. Kregar! Dober strel, to da brani Matija Orbanič. Lovrič uspešnejši od Gurlice. Tu je Kregar, ki zdaj dirja naprej. Kureš, Korošec in pa Mič ga spremljajo. Oliver Kregar, krasno za Korošca. Korošec! To da danes pa skuša priti do 6. tako imenovanega clean-sheeta. Alisson je zdaj pri žogi na levo do Oliverja Kregarja. Kregar skušal je presenetiti Orbaniča v bližnji vratnici, toda zelo se je trudil, bil je energičen, ampak premalo konkreten danes. Sačuel, ni prekrška, dobra podaja, Mič in gol! Gol za Rogaško, 72. minuta, Patrik Mič. Podvojili so prednost Slatinčani in večji del upanja Brava je zdaj preteklost, kajti Slatinčani so v zadnjem obdobju zelo zbrani pri obrambnih nalogah in težko je verjeti, da bodo Šiškarji dvakrat zatresli mrežo Mulaliča. To je bil še en fenomenalen zaključek hrvaškega napadalca, ki je zdaj pri 6 golih v letošnji sezoni. Samo še za zadetek zaostaja za Nejcem Gradišarjem na vrhu klubske liste strelcev. V Rogaški Slatini imajo vse razloge za velik optimizem. Flis gre zdaj naprej. Žan Flis skuša pobegniti Gašparju Trdinu. Dobra poteza Žana Flisa. Trdin je hitro obupal. Flis v kazenski prostor. Mič brani Orbaniče. Mič pa Flis strelja. Zdaj bi lahko prišel do svojega prvenca v prvi slovenski nogometni ligi, to da ni mu uspelo. Oskar Drobne, ko sva se po vaši zadnji domači prvenstveni zmagi po tekmi pogovarjala, ste nekako dejali, da niste zadovoljni z igro, ampak da menite, da so si vaši varovanci zmago zagotovili z borbeno igro. Danes pa verjetno ste zelo zadovoljni tudi samo kombinatoriko z vsem, kar so vaši varovanci prikazali na igrišču. Ja, sigurno. Mislim, da smo v vseh segmentih danes bili boljši. Mogoče 20 minut drugega polčasa malo slabe organizacije, da smo malo padli, ampak zopet po tem pomenjavah smo zopet ulovili ritem. Pravzaprav nismo nasprotniku pustili ene izrazite priložnosti, tako da za nas popolna tekma in seveda super zadovoljni s plenom. Predvsem v prvem polčasu ste imeli veliko dominacijo. Ste sploh pričakovali, da lahko imate takšno nadvlado? Poglejte, sej dominacija pride zaradi igre gostujoče ekipe. Bravo nam je pustil, imeli so nizek blok,
In takrat smo pač mi malo več zadnjih igrali, malo več obračali. Ampak še enkrat, ko pa smo prišli pol v igro, smo bili pa dobri na drugih žogih, bili smo dobri potem na teh globinskih podajah in ja, smo se ustvarili že prvi polčas določene situacije, ampak lejte, super, fantom kapo dol, kaj počnejo in moramo postati na realnih tleh, na trdih tleh. Še vseeno, nič ni konec, danes je samo ena super pomembna zmaga, torek nas čaka nova preizkušnja in gremo dalje. Omenjali ste torej, da je treba ostati na realnih tleh, ampak v tem delu prvenstva ste osvojili največ točk med vsemi ekipami. Tudi v pokalnem tekmovanju vas bomo počasi morali začeti uvrščati med glavne favorite. Ja, hvala lepa. Očitno smo si s predstavami in zbiro točk prislužili to, da nas boste začeli malo drugače gledati, ipak smo bili na začetku novinci. Ja nič, tako sem rekel, fantje so tisti, ki izpolnjujejo navodila, ki grejo na tekmi na glavo in do zdaj nam je to uspevalo. Smo realni, trdno stojimo na tleh, gremo tekmo po tekmo in to nam trenutno prinaša uspeh in tako bomo tudi probali nadaljevati. Koliko pa vas veseli dejstvo, da je vaša obramba v prvenstvu nepremagana že več kot 450 minut? Fantastično. To je ključ do te bere točk, da cela ekipa gara v ekipi in da enostavno da izkoristiš tisto, kar moraš izkoristiti, tako kot danes, bili smo sigurni in dobro delo cele ekipe, kar nas ste nagradili, super. Še beseda morda o Patriku Miću, zdi se, da je res fantastično zapolnil čevlje Nejca Gradišarja. Ja, pa sej Patrik je pokazal svojo kvaliteto že v uvodnih krogih. Vse veste, kak je pri napadalcih forma varira, gre gor dol. Je zelo igralec, na katerega se veliko veže in ja, super, danes je odigral zelo dobro. Tako da mu čestitam za ta dva zadetka, ampak ni še konec, mogo bo nadaljevati, če hoče, da bomo osvajali točke, bo mogo nadaljevati. Aleš Arnol, že z Matijo Orbaničem sva ugotavljala, da ste nekako bili danes od prve minute zaspani. Kaj je po vašem mnenju vplivalo na slabšo predstavo, kot smo jo vajeni z vaše strani? Tako kot je Matija v bistvu povedal, vsaka ekipa ima pravice do slabega dne in to je nesporno bilo. Dejstvo pa je, da preprosto smo po prvem prejetem zadetku sicer storili prehudo napako, tako prelahko prejeli ta zadetek in tudi preslabo kontrolirali vse te predvidljive dolge žoge. Iz tega v bistvu nasprotniku pustili, da je bil nevaren. Bistvena stvar pa je, da se mi zdi, da smo si naložili malce preveč pritiska in bili preveč razočarani po prvem prejetem zadetku, premalo potrpežljivi, ker v nadaljevanju je bilo v bistvu obetavnih situacij, v katerih v bistvu nismo izkoristili tekli kratke globine, nismo izvedli predložka, ustvarili pritiska na nasprotnika ogromno, ampak zaradi neke lastne frustracije smo v bistvu ustrajali v posesti, v neusmerjeni posesti, ampak tako, kot bi glede na do zdaj v sezoni, pa na tako malo število slabih dni, kot smo jih mi imeli, nimamo kaj jamrati, ampak v bistvu vzeti to kot opozorilo in v naslednji tekmi takoj popraviti. Zapravili ste torej priložnost za skok na tretje mesto pred Maribor, ampak verjetno boj za Evropo ostaja vaša prioriteta, vaš cilj. Predvsem bomo po slabši predstavi, jaz mislim, da moramo biti predvsem reagirati in se res skoncentrirati na vsebino, ker mislim, da je bilo lih danes malo preveč razmišljanja o točkah, malo preveč razmišljanja zgolj o tekmovanju in pa premalo v vsebini, ampak ne bomo delali drame, ta ekipa je v bistvu letos pokazala toliko dobrega, osvojila toliko veliko točk, tako da jaz v bistvu to cenim, bomo pa naredili vse za to, da pridemo v boljšem stanju v Domžale. Patrik Mić, iskrene čestitke za dva prekrasna gola in pa za pomembno zmago. Napravili ste pomemben korak proti obstanku v ligi, verjetno se zdaj zelo lahko diha. Hvala prije svega na čestitkama i da, vrlo bitna pobjeda za nas, vrlo bitna 3 boda. Još nismo ništa napravili, ali velik korak prema opstanku i nadamo se da ćemo tako nastaviti svaku iduću utakmicu dok ne bude matematički osigurano. Verjamem, da ste zelo veseli po takšni predstavi. Imeli pa ste tudi 2 priložnosti za hat-trick.
Je morda kaj obžalovanja, da niste prišli do njega? Pa naravno da sam sretan za 2 pogotka, je šteta za taj hat-trick, imao sam 2 super šanse, nisam bio dovoljno skoncentriran i nisam zabio idući puta, nadam se da ću zabiti. Matija Urbanič, danes ste uprizorili eno izmed slabših vaših predstav v tej sezoni. Nekako se zdelo, da ste od prve minute bili kot ekipa zaspani. Kaj je bilo po vašem mnenju narobe? Ja, pripravljali smo se ceo teden na te duge žoge, na drugu žogo odbite žoge i pol pridemo tle, pa nas vse preseneti. Zelo slab štart, vsaka žoga je bila problem in potem smo se nekako pobrali po sprejetem golu, prišel nek naš ritam, napadali, tako šli v drugi polčas, ampak enostavno so nas kontre dotukli te duge žoge.